Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Tokrat bo v oddaji moja zgodba o njihovi življenjski, družinski zgodbi spregovorila mamica Petra, mamica 3-letnega Liama. Lepo pozdravljeni, Petra. Pozdravljeni. Najprej bova se vrnile v čas vaše nosečnosti. Zanima me, ali je ta potekala normalno, ali so vam že tekom nosečnosti povedali, da je nekaj narobe. V bistvu je nosečnost potekala čisto normalno do 35. tedna, kjer so pač na ultrazvoku ugotovili povečanje ventriklov. Takrat so povedali, da bo po vsej verjetnosti Liam rahlo zaostajal v govoru ali da bo kasneje shodil, nič kaj drastičnega. Ventrikle so skozi spremljali. V 39. tednu so se pa potem odločili, da porod sprožijo. Kakšni so bili prvi trenutki po Liamem rojstvu in kako ste doživljali novice o njegovem zdravstvenem stanju? V bistvu Liam se je rodil čisto normalno. Sam je zadihal z vsemi vitalnimi funkcijami. Sprva sem mislila, da dejansko sploh nič ni narobe. Ker sem jaz bila COVID pozitivna, sem pač bila v posebni COVID sobi. Liama so mi položili na prsa, 4 minute, kasneje so ga odpeljali. Povedali so mi, da bo odpeljan na intenzivno enoto. Jaz sem bila drugi dan izpuščena iz porodnišnice. Vse, kar se je z Liamom dogajalo, pa smo prejemali preko telefona. V bistvu so drugi dan naredili magnetno resonanco, ki je pač pokazala obsežno možgansko krvavitev in pač s tem obsežno možgansko poškodbo. Se pravi, zaradi covida pravzaprav niste mogli do svojega otroka in ste te težke novice izvedeli kar preko telefona. Kako ste se kot mamica sploh soočili s tem, kar vam je bilo povedano? V bistvu prvi trenutki so bili najhujši. Res tega se ne da zbrisati, tega se ne da pozabiti. Svojo porodno zgodbo bi mogla doživljati kot neki srečni dogodek. Jaz sem zapustila porodnišnico po požarnih stopnicah, brez otroka. V bistvu Liama nisem videla 7 dni. K njemu sem šla potem prvič 8. dan za pol ure. In kasneje, mislim, da je bilo 27. novembra, so mi pol dovolili, bila je sobota, da pridem na oddelek. V bistvu sem spala v 4. nadstropju in vsake 3 ure sem pol lahko hodila negovati Liama. 14 dni, 15. dan sva bila pol izpuščena iz porodnišnice in takrat sta ga prvič videla moj partner in otroka. Kaj pa so vam povedali, ko so določili stopnjo možganskih poškodb? Kakšne so bile napovedi za Liamovo življenje? V bistvu je prva napoved zlomila mene in mojega moža, ker je bila predstavljena malo na neprimeren način. Jaz sem klicala, vsak dan sem klicala pač na intenzivno enoto. Takrat je bil Liamov zdravnik, sobni zdravnik odsoten in pač zdravnik, ki ga je nadomeščal, je rekel, vaš otrok se je rodil brez možganov. Mene je to zadelo mojega moža, ki je drugače trdna oseba, še bolj. Potem nam je uspelo, da smo prišli osebno na pogovor. Povedali so nam, da je pač krvavitev bila obsežna in da poškodbe so tudi obsežne. Kaj točno bo Liam zmogel in kaj ne, pa nam takrat pač ni noben povedal. In potem po prihodu domov, kako je potekalo prvo leto, recimo? Bili ste že mama 2 otrokoma, kjer je vse potekalo nekoliko drugače? V bistvu se je nam življenje spremenilo za ne 100, ampak 200%. Prvih 6 mesecev Liam ni kazal nekih večjih odstopanj, pač v redu. Je bil hipotom otrok,
Ne vem, ko je ležal pod lokom, je gledal za igračkami. Zato smo pač res imeli upanje, da bo z fizioterapijo se stanje izboljšalo. Od 6. meseca naprej pa so se začela kar precejšnja odstopanja. Potem še je prišla na obisk epilepsija. V bistvu Liam ne kaže epileptičnih napadov, kot smo jih navajeni, da bi, ne vem, v bistvu jih mi sploh ne vidimo, ampak se dogajajo. Ne vem, Liam je bil prvo leto dokaj zdrav otrok. Je pa res, da je življenje potekalo čisto drugače, kot je potekalo pri prvih dveh. Liama spremlja vsakodnevna terapija ali pa 2, kak nam pol časovno in tudi finančno se izide. Bil je zelo senzorno občutljiv otrok, vsaka vožnja nam je predstavljala nočno moro. Res, z Liamom sva se do Maribora v razvojno ambulanto, dokoder se ponavadi voziš pol ure, vozila včasih uro pa pol, ker sva se ustavljala, ker on je postajal vijolično od joka. Iz tega razloga smo tudi potem po 1 letu terapije preko zdravstva prekinili. Pač dogovorili smo se, da je boljše za obe strani, ker pač nismo našli načina, da bi znali z Liamom delati. Probali so tudi s terapijo na domu, pa on, ko je zaslišal glas terapevtke, ne vem, ne znam opisati, jokal, kričal, dejansko res niso mogli z njim nič delati. Zato smo se obrnili na privat fizioterapijo. Tam smo ga prvih nekaj mesecev še lovili, smo lovili, ne vem, čas, da je prvo smo začeli z 20 minutami, pa je bilo vmes cartanje in se je tako stopnjevalo, da zdaj zdrži tudi 2 uri. Vsaki dan te terapije, številne od njih so samoplačniške. Če morda našim gledalcem približava, kako poteka vaš dan, recimo danes z Liamom? V bistvu Liam ima neurofizioterapije 2 do 3 krat tedensko, potem še imamo MNRI terapije, potem je tukaj še hiperbarična komora, ki jo obiskujemo, ne vem, 10 terapij vsake toliko časa. Potem ima Liam še na plavanju smo vmes bili, pa smo vmes malo prekinili z plavanjem, ker pač to finančno vse skupaj ne gre. Pa vsake 3 do 4 mesece potujemo za 2 tedna v Italijo. Letos je bil tudi v Novem Sadu za 3 tedne na rehabilitaciji. Kolikšen finančni zalogaj, recimo, če vzamemo 1 mesec, to predstavlja za vašo družino? Zdaj, če štejem vse te neurofizioterapije in MNRI, je stroškov s samimi terapijami okrog čisto različno. Včasih 800, včasih 1200, odvisno, kako si razporedimo, ker so še tu potem prehranska dopolnila. V bistvu vmes imamo to hiperbarično komoro, ampak če vzamem letno znesek, brez Italije, smo potem na 1000 evrih mesečno. Niste se vrnili po porodniški v službo, tako kot je to običajno. Ostali ste doma z Liamom, da mu lahko nudite vse potrebno, vso dodatno ljubezen in podporo. Ne, res je. Žal sem pač mogla zapustiti delovni trg, ker drugače se pač ne gre uskladiti vseh terapij, vožnje, skrb za Liama. V bistvu je Liama zelo težko dodati v varstvo. Jaz sem dejansko njemu na razpolago 24 ur. Jaz praktično časa za sebe nimam. Ob pomoči pač prvorojencev, mož je tudi odsoten, ko je doma, seveda pomaga.
ampak je kar ja. Ravno to, kako uspete kot družina uskladiti, imate torej 2 otroka starejša, ki sta tako tik pred tistim najbolj kriznim najstniškim letom, če lahko rečem, in na drugi strani Liama. Kako uspete vse to skupaj nekako peljati? Ne bom lagala, težko je, zelo je težko. Ampak druga ne preostane, kot pa da daš pozornost prvima 2, v bistvu vsaj 3/4 te pozornosti, ki sta jo imela pred prihodom Liama. Midva z možem sva pač prišla do neke odločitve, da jima bova pustila hobije, ki sta jih imela naprej, ker mislim, da je krivično, da bi prva 2 ostala zaradi Liama brez treningov, ki sta jih pač bila vajena. Zato se uskladim tako, da pač Liam potuje z nami na treninge, gre zraven v šolo, ko je treba, po sestro starejšo, ker pač ima dodatne interesne dejavnosti. Vozimo starejšega bratca na tekme. Nekako si dan porazdelimo, da pač uspemo vseeno, je pa težko za mene, no. Zdaj morda to ne bo prava beseda, pa vendar, kako sta torej brat in sestra sprejela Liama? Kako ste jima razložili, kaj se pravzaprav z bratcem dogaja? Ona 2 sta njega sprejela čisto normalno. Mislim, kot da je on otrok, ki se normalno razvija. Ona 2 verjameta v njega, verjameta, da bo mu uspelo. Povedala sem jima, da po vsej verjetnosti Liam pač ne bo nikoli tako, kot sta ona 2. Ampak res se trudimo, da bi bil vsaj malo samostojen, da bi se lahko z njima mogoče v prihodnje zaigral, ali pa da bi lahko v prihodnje recimo z bratom brcnil žogo, tako kot si je pač starejši brat želel, da bi skupaj igrala nogomet. Zanj obstaja ena možnost, ki bi lahko njegovo življenje precej spremenila na bolje. Gre za matične celice, poseg, ki je opravljen v tujini in s seboj ponovno prinaša velik finančni zalogaj. Morda našim gledalcem približava, za kakšno terapijo pravzaprav gre in nenazadnje, kaj bi pomenila za Liama. V bistvu smo se s terapijo z matičnimi celicami že spogledovali od Liamovega prvega leta. Midva sva iskala vse možnosti. Sprva smo se spogledovali z Ukrajino in Turčijo, ampak so pač to države z malo tveganje. Kasneje smo naleteli pač na našo izvorno celico, kamor smo posredovali vso Liamovo dokumentacijo, ki so jo pregledali in so nam dali zeleno luč, da Liam lahko prejme terapijo z matičnimi celicami. Prejeti bi moral 5 terapij. Ena terapija stane 5000 evrov. To pomeni 25 000 evrov plus pač stroški prevoza, hotela, ker moramo vsako terapijo ostati 3 dni v Bratislavi. Liamu bi se lahko izboljšale motorične funkcije, vid, spastičnost, fino motorika, v kaki meri pa pač ni možno napovedati, ampak napredki so. Mislim, da na tem mestu prav, da torej gledalci spoznajo našega malega Liama. Pa poglejmo. Bravo, ja dober dan, ja dober dan, si prišel nazaj, pa daj nehaj. Pa vidim, pa si dober, čuj ko šus, pa si dober ko šus. 1, 2, 3, Lio, kje si ti? 1, 2, 3, Lio že stoji. Ajde, probajmo še enkrat. Probaj pa še enkrat, Lian. Bravo, bravo. Bravo!
Po vojski ti hodiš? Torej, videli smo našega Liama. Povejte morda, na kateri razvojni fazi je pravzaprav Liam danes? Kaj je tisto, kaj zmore in česar ne? Liam v bistvu v tem trenutku na fazi je 3 do 4 mesece starega dojenčka. V bistvu za vse potrebuje našo pomoč. Hranjenje, previjanje, on ne more samostojno sedeti. Na trebuščku se dvigne v visoke kravice, obrne se iz trebuščka na hrbet, kontra ne gre, in tu se stvar zaključi, na žalost. Kaj je po vašem mnenju tista Liamova zmaga, na katero ste najbolj ponosni? Kaj je uspel? Kaj vas je mogoče res tako navdušilo, kakšen napredek? To se je zgodilo ravno danes zjutraj, ko sem ga pač odložila na blazino, da sem šla na WC. Sem prišla nazaj, pa je Liam bil obrnjen v drugo smer. Torej je zbral toliko moči, da se pač obrne za 360 stopinj. Uspevamo tudi plezati po klančini, recimo mi smo kupili tudi hoduljo, ga postavimo noč, so prilagodili Liamu, naredi korake v njej, recimo tudi če mi njega primemo, on dela korake. Ampak ja, ogromno je potrebno vaje in še enkrat vaje. Kako pa pri tem doživljate podporo vaše družine, prijateljev? Ja, krog prijateljev se je zelo zmanjšal. V bistvu se mi zdi, da ko se človek znajde v neki taki situaciji, da takrat spoznaš, kdo je pravi prijatelj. Tisti, ki so ostali, nas res spodbujajo, nam pomagajo. Isto je v družini, se tudi obdrži nek krog družinskih članov, ki pač verjamejo v nas, pa so spet na drugi strani tisti, ki se jim zdi vse skupaj brez veze. Ampak se mi zdi, da so take situacije v življenju, hvala Bogu, pokažejo tisti pravi krog ljudi, ker spoznali smo pa res v tej zgodbi ogromno ljudi, ki nam stojijo ob strani, nam pomaga in navija na Liama. In sedaj ste žal ponovno nekako odvisni od pomoči drugih, ta želen znesek, ta potreben znesek za teh 5 terapij. Povej, kako konkretno vam lahko ljudje pomagajo? V bistvu je za Liama odprt račun na Društvo prijateljev mladine in donacije preko SMS-ov na Liam 5 na 1919. Pa če se še vrnemo en korak nazaj, kako bi pa ocenili dostopnost recimo teh terapij? Zdaj sami ste se znašli v tem, imate vpogled v vso to dogajanje na ravni države, če lahko rečem, s čim ste zadovoljni, kaj bi lahko bilo morda drugače? V bistvu je za starše otrok s posebnimi potrebami ni ravno dobro poskrbljeno, bom tako rekla. Glede terapiji smo mi daleč za leseno žlico. Recimo mi, ko pač potujemo po drugih državah, pač vidimo, da recimo države, kot so Srbija, so dosti bolj napredne s samo fizioterapijo, kot smo v Sloveniji. Ne bom rekla tukaj privat fizioterapij, ker imamo zlate privat fizioterapevte, ki pač recimo Liam dela po metodi Medeka in tudi terapeutka se je pač prilagodila temu, da dela tudi po tej metodi z njim. Preko zdravstva se pač dela preko Bobat metode,
ki pa pač za otroke s tako hudimi možganskimi poškodbami ni ravno tista, ki ga bo potisnila naprej, no, neki napredek. V bistvu ne bom rekla, da je bobat slaba terapija, ampak pač pri Liamu se res ni obneslo. Petra, kakšno sporočilo bi želeli predati javnosti, kaj se tiče družin, torej otrok s posebnimi potrebami? Sedaj vemo, tako kot ste sami omenili, izgubili ste marsikaterega prijatelja, če lahko temu rečeš prijatelj. Morda tudi skrb, kako priti bližje taki družini. Morda jih je strah, ne vem. Ne vem, zdi se mi, da pač starši otrok, hudo bolnih otrok, da se na nas mnogokrat kaže z prstom, ker pač včasih smo primorani se obrniti na pomoč drugih, ker stroški, ki pač nastanejo v tej situaciji, niti slučajno niso mali. Kot družine se odrekamo marsičemu. Mogoče smo kot družba preveč ozkogledni na takšne situacije. Mogli bi se zavedati, da družina potrebuje tako podporo, kot je ena beseda, ne vem, da nekdo pristopi, te prime, pa ti reče, vse bo dobro, že to je včasih čisto dovolj, če pač se finančno ne more pomagati. Moti me tudi, da se na nas kaže s prstom zaradi tega, ker enostavno bi mi morali nehati živeti. V bistvu mi moramo naprej živeti. Mi imamo neke cilje, ki smo si jih zadali pred prihodom otroka, za katerega noben ni vedel, da se bo pač znašel v taki situaciji. Recimo mi kot družina, mi smo pred Liamom začeli z gradnjo hiše, ki enostavno ne gre naprej. Mogoče bi moglo iz strani ljudi biti več te podprtosti in razumevanja, da pač so to situacije, kjer bi starš za otroka naredil pač čisto vse, kaj je v njegovi moči. In ne vem, pomoč evro, 2, vse to lahko Liamu omogoči nek napredek. Torej, prva Liamova terapija je predvidena v decembru, kako pa naprej? Kakšna je torej časovnica? Prva Liamova terapija je v decembru, če ostane zdrav. Kasneje pa bo dobival terapijo na 3 mesece. Plus povedali so nam, da je potrebna oziroma nujna močna podpora z neurofizioterapijami, tako da Liam med prejemi matičnih celic, da bo Liam moral na intenzivno rehabilitacijo, da se tudi sama terapija podpre. Terapije so vseh 5 terapij mora prejeti v obdobju 1,5 leta, torej na 3 mesece. Petra, ob koncu vam daje možnost, da sami nagovorite ljudi, da vam ne pomagajo. Naprošam vas, da na kakršnikoli način pomagate, donirate evro, 2, 5, delite našo zgodbo, čisto vsaka pomoč je dobrodošla. Hvala, Petra, želim vam vse najboljše in da bomo kmalu spremljali samo še pozitivne novice, da bo Liamovo stanje z vsako terapijo veliko boljše. Tudi mi upamo. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno z nami. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.